Nogomet ni samo igra, je strast, so emocije, so zgodbe. Z Majkom jih bomo odkrivali. Matejoš, dobrodošel v prvi epizodi podcasta z Majkom. Zelo sem vesel, da si nazaj, da si v bistvu naš prvi gost in hvala, ker si prišel. Ja, hvala vam, da sem lahko prvi gost. Kako je danes kaj potekel tvoj dan ali pa kako poteka tvoj običajen dan? Običajen dan, ko sem prost ali ko imam treninge? Ko imaš treninge, recimo, ali pa Imam treninge. Ponovadi zdaj, odkar sem nazaj, se vsi skupaj z hčerkicami pa z ženo zbujamo pa ob 7, pa da se do 8 tako pomagam še njih spraviti pa to, pa da sem do 8 na Stožicah. Pa normalna rutina, ne vem, zajtrk, kava, aktivacija, masaže, terapije, pač bilo kaj imam. Ob 11 ponavadi je trening. Po treningu še, če naredim kaj za sebe, savna, bazen, bilo kaj, no. Potem pa domov na kosilo in večinoma doma, no. Preživiš z družino? Z družino, ja. Sem taksi za ta-malo, balet, gimnastika, ampak ponavadi smo doma, no. Ste doma. Ja. Zdaj ta ritual se pa drugače razlikuje, kaj pa dan tekme, ne? Ja, mislim, na dan tekme, če igramo doma, itak imamo zjutraj aktivacijo, pol hotel, pa mislim, večinoma smo v klubu pa po hotelih na dan tekme. Če igramo zunaj, gremo en dan prej zvečer, če je zgodaj tekma. Ko je Evropa bila, pa itak gremo 2 dni prej, da pridemo tja, treniramo pa to, tako da, ko je Evropa, me skoraj ni doma, celo leto, ne. Se pravi lansko leto, recimo, ko je bila. Lansko leto me veliko ni bilo doma, ja. S kom si pa ti ponavadi deliš sobo? Kaj si? Bil sem z Ratnikom skozi, Ja? Marcelom, zdaj pa so mi dali to čas, da sem sam, tako da. Sam, Tako kot da kapetan. imam A to je zdaj kot kapetan? To ne vem, to moraš njih vprašati, s čim sem to dobil, ampak zdaj od priprav imam svojo suito. Pa ta karantena, ne, kakor vi pravite, ne, koliko je zdaj vam tukaj dovoljen? Telefone imate? Ja, ne, to ni to hudo, ampak mislim, meni je dobro, da pač okej, eni imajo družine, drugi ne, pač da ti ne moti spanje celo noč, eni imajo male otroke, se zbujajo pa to, kar je čisto normalno, ampak če hočemo na neki naslednji nivo priti, moramo tudi o tem razmišljati, kdaj jemo, kaj jemo, koliko spimo pa to, tako da jaz se strinjam glede teh karanten. Ni zdaj, ne smeš pogledati skozi okno, okej. da je toliko strogo, ampak pač jemo skupaj, počitek, drugi dan zajtrk, kosilo, tekma, oziroma pač mislim, odvisno, kdaj je tekma, no. Tako da, ja. Kdo pa najbolj uporablja telefon? Brest, Brest pa Kojić. Te ta mladi, to je cel dan na TikToku pa to je. Ti pa nisi glih. Pa ne bom rekel, da nisem, ampak probam na dan tekme, da čist odklopim, da je čist fokus na tekmi, je pa, mislim, težko brez telefona, no. Medijev pa tudi, kakor si mi prej omenil, kaj dosti ne spremljaš, ne? Medije probam, oziroma zdaj že kar nekaj časa, leto pa pol ne sledim nobenih člankov pa tega, no, tako da probam imeti fokus čim bolj na sebi, na treningih, na tekmah, da ni zdaj da mi beži fokus na druge stvari, pa kaj je ta napisal, kaj je ta rekel. A se ti zdi, da je preveč negativizma? Pa ne, da je preveč negativizma, ampak vemo, da ko je dobra tekma, te vsi dvigujejo, ko je slaba tekma, te popljuvajo, tako da ne eno ne drugo ne rabiš, pač probaš ostati fokus na tleh, ena tekma, okej, oddelana, gremo druga. Ko vemo, da pač, če hočeš nekaj, moraš ponavljati tekme, ena tekma, ena zmaga ti ne pomeni nič, moraš ti priti v neki ritem, nabirati točke in na koncu, oziroma na pol leta ali pa čez 1 leto pa vidimo, kje smo. Ena tekma nobenemu ni vzela kaj ali pa dala veliko, tako da. Ko vi pridete na stadion, zdaj ali je to v Stožcih ali je to v gosteh, kaj se recimo dogaja tiste zadnje trenutke pred tekmo? Vi greste pač na ogrevanje, pa greste nazaj. Kaj se takrat dogaja noter? V garderobi? Ja.
Pa nič posebnega, zdaj bo kdo mislil, da bom ne vem kaj povedal, ampak nič posebnega. Dajo se še zadnji napotki ko dobijo trenerji, kdo bo igral, pa kako bojo igrali, nam, ne vem, potrdijo, kaj smo pač čez cel teden se pogovarjali, je to potrjeno, ali pa bojo kaj spremenili oziroma pač ponavadi zadnji napotki za tekmo, nič kaj preveč. Se pravi, vi šele takrat zveste, kdo bo igral. Mi izvemo, našo postavo. Ja, vašo Ne, postavo. našo postavo mi že vemo, ne vem, od zjutraj. Zjutraj. Zjutraj imamo ponavadi sestanek, aktivacijo, na sestanku dobimo postavo, tako da že veš, pol dneva pred tekmo bi lahko rekel, da že veš, da boš igral ali pa ne boš. Kaj pa, kakšna muzika se pa vrti noter? A ima vsak svojo na slušalkah ali imate kakšen zvočnik? Imamo zvočnike 3, tako da na vsakem koncu v fiziosobi zvočnik, v fitnesu zvočnik, v garderobi zvočnik, tako da vrti se vse, ampak ko jaz vrtim, probam vrteti naše, slovenske. Ker ti si velik fan, ne? Jaz Slovenske muzike. sem kar zaradi moje hčerkice pije, ona me v to, kako bi rekel, dala, no, v slovensko muziko in zdaj pa mi je že čisto normalno in rad poslušam, tako da. Moram priznati, da zdaj na zadnji tekmi sem bil tako vesel, da po 8 mesecih, da so se spet Ferbci rolali v stožcah. In Ja, ti s Ferbci imaš eno posebno zgodbo, ne? Ja, spet moja ta mala je bila, ko so dali prvo pesem, tisto aktualno Brajde, je začela poslušati in od takrat naprej samo pač, da gremo na Ferbce in potem smo rešili na Aktual, pa tam zraven ima Veseljak in tam dela Jaka od Ferbcev in tako smo se pol povezali. Ta mala je itak bila čisto vesela in ja, zdaj pa skozi, kdaj bojo Ferbci, gremo na Ferbce in to je to, zdaj pa samo po Ferbcih še vozim. Ti si zdaj ratu kapetan. Ja. Kakšna je vloga kapetana, kako se to razlikuje od običajnega igralca? Pa jaz sem že toliko let v klubu, da kako bi rekel, vem, kako Ljubljana diha, navijači, klub, kako gre naprej. Tako da zdaj sem že 5. leto in ne rabim imeti trake, da vem, kako je pač treba stvari delati. Okej, ja, imam bil sem lani drugi kapetan, letos sem prvi kapetan, imaš še večjo odgovornost, mislim, prvo si ti na udaru, ko pa drugi, ampak ni mi težko, da se nosim s tem, da ko je dobro, da pač nas pohvalijo, ko je slabo, da nas popljuvajo. Pač to je delo kapetana, da pač stopi pred celo ekipo in da jih brani oziroma pač da pove, kaj si misli. Veš, tukaj prej si omenil, da veš, kako deluje in zadnjič si na tiskovki rekel, da vsakemu novincu objasniš, kaj je to igrati za Olimpijo. Kaj mu rečeš? Ni nič kaj takega, ampak probam vsakemu pač povedati, kako razmišljajo navijači, kako razmišlja klub, kako pač deluje mesto glede nogometa in vsega tega, glede vseh teh navijačev. Enkrat prideš na tekmo, jih je ful veliko, na drugo tekmo prideš, ne vem, da ne bom katerega kluba užalil, manjši klub, bom rekel, pa je, ne vem, 500 ljudi ali pa jurja samo. Na derbiju pa pridemo na 10 jurjev. Pač tudi za nas je to razlika, ne, mentalno se pripraviti na te tekme, enkrat je polno, drugič je več kot pol prazno. Pa glede nekih stvari, ne vem, glede nošenja vijolične barve, tega pri nas ni, vsaj odkar sem jaz v garderobi. Pa take stvari, no, mislim. Probam biti čim bolj, da jim dam vse, kar sem jaz pred njimi šel čez. Imel sem kapetane, imel sem Vidžija pa Samardžića pa vse te starejše. Videl sem, kako se oni obnašali proti klubu, proti navijačem in probam to držati, no. Zdaj, kako pa si se, tebe nekaj časa ni bilo, kako si se zdaj ujel in nov trener, pa tudi nekaj odhodov je bilo, pa nekaj prihodov. Kako ti je bila ta
aklimatizacija v... Ja, ne, meni je bilo, mislim, nisem imel težav. Jaz sem bil sem v stiku z igralci, z trenerjem itak skozi. Na ne vem, 2-3 dni sva bila v stiku, v kontaktu. Tako da jaz sem vedel, kako on razmišlja, kaj želi. Tako da to mi ni bil problem, ko sem prišel nazaj. Glede igralcev, nekaj je istih, ko pa sem bil tukaj, no, nekaj je prišlo novih. S temi novimi smo se okej ujeli in ni problemov, no, glede tega. Hitro smo se razumeli pa to, no, tako da. Kaj pa ta trenerska filozofija trenerja? Trenerska filozofija je meni osebno všeč, res pa, da ni bilo časa, veste, 2 menjavi trenerja, pa še prišel on kot tretji, pa moraš nekaj na hitro narediti, ni bilo za njih ne časa, veliko treningov pa tega, ampak mislim, da zdaj skozi čas, da vidim, da je neki napredek, pa da, kako bi rekel, da igralci sledimo njegovi viziji in da pač iz tekme v tekmo upam, da boš, no. Imaš pa z enimi posebnimi navijači pa zelo dober odnos. Pa ja, z Dragonsi imam dober odnos. Mislim, da se tudi vidi, da tudi oni vidijo, kaj jaz dajem Olimpiji, kaj probam dati, ne samo na igrišču, ampak tudi, ne vem, izven igrišča. Da probam dati čim več celega sebe v ta klub, kar sem že dajem že od prvega dne, ko sem prišel. In mislim, da se to vidi, no, da so opazili in meni zdaj ni to, da probam fascinirati navijače, ampak meni je to že normalno. Jaz diham s tem v klubu, tako da sem z veseljem tukaj, z ljubeznijo, tako da ja. Si vzljubil klub in mesto? Vse. Vse. Bi po končani karieri tukaj živel? To pa nažalost ne. Jaz sem bolj za podeželje. Podeželje? Mislim, jaz sem iz Slovenj Gradca, no, tako da manjše mesto, ni toliko ljudi, ampak jaz, če bo vse po sreči, da bomo z družino živeli tam, no. Sem pa enkrat zasledil, to se bo tudi še dotaknilo tekom tvoje kariere, da ti je bil Ciper zelo všeč. Ja, jaz sem 1 leto preživel kot posojen igralec iz Atalante na Cipru. Takrat sva še bila z ženo sama, nisem imela otrok. In mi je bil Ciper res vrh vsega, no, tako da. Kaj klima, način življenja? Način življenja, ljudje, kultura, vse. Si vozil po levi? Sem. In to 2 meseca potem, ko sem naredil izpit, tako da pa z levo roko sem menjati mogel, tako da je bilo kar. Ko si primoran, moraš. Ni tu zdaj, da jaz pa ne bi to. Če moraš. Če se vrnemo zdaj na začetek tvoje kariere, ti si začel v Dravogradu. Ja. Jaz sem začel pri Dravogradu, ne vem, z 6 leti. 6 leti. Ja. Potem pa 1 leto, 2 leti nisem treniral, potem sem pa spet, zdaj ne vem, ker je me zedel, sem začel spet v Dravogradu nazaj. Pa ja, skozi golman, pa sem bil v 15 v Dravogradu, potem sem pa šel iz Dravograda na Bravo. In to skupaj, če jaz dobro vem, z Jakobiolom. Ja, res je. Da je bilo tudi to... smo iz istega kraja pa vse, tako da v isto šolo hodila sošolca v osnovni šoli, tako da. Pa si z njem zdaj še v kontaktu? Smo v kontaktu, ja. Sicer vsak ima, ko greš, vsak na svojo stran, ima vsak svoje življenje, ampak vseeno, mislim, ko smo na reprezentanci, smo, mislim, vedno veseli, da smo skupaj, no, tako da. Mislim, kar njemu je ratal en zelo dober preskok. Ja, res. Ti je mogoče kaj zaupal, kako je v Premier League? Nismo se zdaj nič, imel sem svoje stvari osebne, tako da nisem tudi bil preveč v stiku z vsemi igralci, no, tako da, ampak bo še čas za to. To bo, ja. Veš kaj, ti si v bistvu dosti zgodaj šel na Bravo, ne? Ti si bil 14-15 let. 14-15, ja. Kako ti je bilo takrat pustiti dom že toliko mlad? Kako si se ti to počutil? Ti je bilo to težko? Pa ni mi bilo težko, jaz sem vedno hotel iti nekam naprej. Imel sem po Sloveniji več opcij,
Pa smo kako bi rekel, da smo zbrali meni najbolj primerno, bi lahko rekel. Smo se odločili za Bravo in pol tudi v srednjo šolo sem se prepisal sem delal šolo v Ljubljani. Vem, da so mi rekli, pač Ljubljana je malo večje selo. Tako da, ko se boš navadil Ljubljane, ti bo Ljubljana mala in res. Ko sem prišel v Ljubljano, mi je bilo prvo vse wow. Pol, ko se navadiš, je pa, 15 let, pa sem sam šel iz malega mesta v večje mesto in je Ljubljana postala mala, bi lahko rekel. Se navadiš na vse, no. Ja, priročna je. Ja, Mislim, ja. če greš čim greš v malo večje mesto v tujini, je to takoj. Ja. Vidiš pol tiste razsežnosti nekih velikih mest. Ampak ne, jaz sem se navadil hitro na Ljubljano, tako da na šolo, na klub. Ker stanoval si tudi v Ljubljani, ne? Ja, v Šiški, v domu. Potem si šel pa na prve preizkušnje v Italijo. V bistvu dosti kmalu, kakšen let. Jaz sem šel iz Brava, sem šel v Atalanto, ja. A pa si bil še prej na nekih v Italiji? Ja, bil sem vmes dvakrat na probi. Bil sem v Genovi in bil sem v Sassuolu. Kako to izgleda? A je to tak zelo velik kamp, ki pride ogromen igralcev in potem si ti eden izmed mnogih, ali tako, če lahko malo opišeš? Jaz sem bil v Genovi, sem prišel, kot da bi oni imajo mladince kot Primavera. Ja. Sem treniral z njimi in treniral sem s prvo ekipo, se pravi z člani. In potem pa, tisti golmanski trener ocenjuje to. Ampak ne, ni to, da pride, 10 golmanov, pa se zdaj. Jaz sem bil edini na probi, oziroma kako bi lahko temu rekel, no. Pač v bistvu 3 člani plus jaz. Tako da pol sem ostal tam en teden, zjutraj treniral z člani, popoldan z Primavero in si en teden tam z njimi, oni te, da vidijo vse, kako pa kaj, podobno v Sassuolu. Obojni so pol hoteli, da pač pridem k njim. Pa smo rekli, da bom pač končal sezono na Bravo, pa bomo pol videli, kako pa kaj. Pol so pa se še vmešali drugi klubi in smo se na koncu odločili za Atalanto, no, da grem tja naslednji korak. Kako pa je to tam v Atalanti? Mislim, to je verjetno nek postroj, ki je pa zelo utečen, zelo poštiman. Ja, mi smo bili vsi igralci te mladoletni. Ja. Smo bili v enem, kako bi rekel, velikem odjaškem domu. Tam imaš vse, pač pomagali lahko ti glede šole, glede jezika so meni pomagali. Hrano imaš tam, na trening pridejo z avtobusom po tebe, vsi naenkrat na avtobus, skupaj do trening centra, ko je, bil 40 minut iz tam, ko pač smo živeli. Trening center itak, je že takrat je bil top, zdaj pa sem slišal, da so še več zgradili zraven, tako da je next level. Pa ti si bil takrat tudi v stiku s prvo ekipo, ne? Ja, jaz sem dopoldan treniral z prvo ekipo, popoldan z Primavero, tako da jaz sem bil od ponedeljka do petka po cele dneve v trening centru, no, tako da. Ste ti pa takrat 2 igralca in zdajšnji eden soigralec? Ja. Se pravi, Kurtič? Kurta me je vsako jutro vozil na trening. Vsako jutro? Ob 7 zjutraj me je pobral, sva šla na trening in tam od njega sem se jaz največ naučil, kako bi rekel, kdaj se hodi na treninge, kaj se dela pred treningom, pa to, tako da ja, tudi zdaj se kdaj pogovarjam, a se spomniš to, se spomniš ono, kaj smo se pač šli skozi, no. Se pravi, če mu bo jutri crknil avto, ga greš ti iskat? Jaz ga grem iskat bilo kam. Vozil me je on, vozil me je Jojo isto. Ja, tudi on? Ja, tudi on me je vozil. Sicer Kurta me je več, ker je bil bližje tam tistemu, ko smo mi živeli, ampak tudi Jojo, če je bilo treba, je prišel po mene, pa me peljal nazaj domov, pa bilo kaj.
In ti je pa to takrat ziher zelo pomagalo, da si imel neke dva Slovenca tam, ki sta sploh Jojo. Iličić je bil takrat že neko ime, ne? Ja, Pa tudi Kurtić je takrat bil na nekem vrhuncu, ne? In ti je absolutno pomagalo, da si imel nekega... pa ja, vedno bilo kaj sem rabo, ne vem, vprašanja, ne vem, neke dvome, pa to sem imel njoj, da sem lahko vprašal glede bilo česa. Čeprav ni bilo veliko tega, ker smo pač res smo imeli vse, kaj pač rabiš kot, ne vem, 16-17-letnik za življenje, no. Ampak ja, ne, je pa čisto nekaj drugega, ti treniraš za prvo ekipo, vidiš, na kakem nivoju so oni, kaj delajo, kaj trenirajo, kako trenirajo, in pač tiho si delaš, gledaš, poslušaš in zapisuješ v glavi, samo to. Takrat je bil trener, če se ne motim, Gasparini. Gasparini je prišel po, ja. Se pravi, a je imel on kakšno muho? Ali pa kaj? Pa vsak trener ima nekaj svojega, zdaj on je tudi poseben trener, v dobrem smislu, ima svojo vizijo, svojo pač od česa ne odstopa in ja, treningi vem, da so bili za igralce ubijavski, tako da... Ti nisi bil del teh treningov ali... Bož, da ne. Jaz sem bil pa kar samo golmani. Tako da ja. Ti si bil v Atalanti, v bistvu je bilo rečeno, da boš prvo let se gradil, potem boš pa v tej mladinski selekciji dobil pozicijo, sam se je zalomil zaradi nekega reprezentančnega vratarja. Ja, mislim zalomil, pač oni so pripeljali Karnesekija, ko še danes prvi golman Atalante. Tam je pa tako, v Italiji sem jaz dobil občutek, da ni tako kot pri nas, če je en Italijan, v italijanskem klubu bojo probali sforsirati njega. Bilo pač pod vsako ceno. Zdaj, mislim, jaz ne zamerim nič, ampak ja, nisem dobil prave priložnosti pri Atalanti in pol je bilo res tisto leto, ko bi mogel začeti braniti, sem pol leta spet obsedel na klopi in pol sem prosil, da grem na posojo, da grem braniti, no. In pol si šel v Pescaro. Pescaro. Ja. In tam si pol leta branil, ne? Pol leta branil redno vse, ja. Tu treniral z prvo ekipo, pa to, no, tako da... Ampak, mislim, šel sem z razlogom, da branim. Ja, pa si minotažo, Ja, ne? in sem tudi odbranil dobro, ja. Pa se je tista sezona končala in pa si šel še na eno posojo. Pol sem šel pa še eno posojo Regina, ampak takrat sem bil že član. Takrat si bil že član? Takrat sem bil že član, Reggio Calabria, Serie C, 3. liga, čisto na jugu Italije, čisto drugačen svet. Tako da, ampak ne, bilo je, lahko bi rekel, da je eno izmed lepših, kako bi rekel, momentov, trenutkov v Italiji je bil Reggio Calabria. Čeprav spet nisem branil, ampak glede življenja pa vsega tega mi je bilo najbolj všeč, najbolj za mene. Kakšna je pa ta razlika med severom pa jugom? A lahko kakšno poveš? Je kar razlike, je kar. Zdaj, čisto iz glave se ne spomnim, ampak ja, no. Kulturne razlike, vem, da so že zelo velike. Je velika, ja. Kot da bi bile dve državi. Ja, res. Kulturna razlika velika, pa tudi glede jezika, pa to jaz kot tujec sem prišel v Bergamo, so me naučili italijanščino njihovo. Pridem na jug Italije, čisto druga italijanščina. Sem mogel reči, bolj počasi mi povejte, a pa bolj po domače, ne vem. Ne mi z narečji pa tem, ker mislim, vse pri nas je isto, no. Saj imaš narečja pa to, ampak ko poslušaš tujce, je čisto drugo, no. Potem je bilo, ker tudi tukaj ni bilo igranja, prijeva pa pol na Ciper, ne? Na Ciper, pa ja, zadnjo leto pogodbe pri Atalanti in je prišla ponudba iz Cipra in smo se pol tudi jaz, pa tudi v Atalanti smo se odločili, da pač sprejmemo to in da grem. Začelo se je okej, branil sem mislim, 2-3 tekme, potem pa ne vem, kaj točno je bilo, da se je menjal trener, ampak vem, da ni bilo zaradi rezultatov, neki drugi problemi so bili odzadaj in on si je pripeljal svojega golmana Grka in sem obsedel spet na klopi.
Spet, kot da bi bil nek vzorc, da si imel to borbo. Mislim, odkar sem šel v tujino, je bila samo klop, nič igranja preveč. Tega se va tudi dotaknila, ampak ta Ayanapa slovi zelo žurersko mesto. Ja. Tam je polno Angležev, jaz sem bil tam, pa vem, kako to izgleda. A si kaj izkušal? A si kaj izkusil ta nočno življenje? To nisem, mislim, nočno. Ok, smo šli ven z igralci, pa tako malo, ampak da bi pa res neki pretiravali, pa ne. No. Itak sem vedel, zakaj sem tam, da pač imam fokus na nogometu, pa to. Ampak mislim, jaz v Ciper sem se zaljubil, bi lahko rekel, in res, to mi je res top. Letos smo rekli, da gremo na morje spet, ja. Tako da, mislim, z ženo poznamo skoraj cel Ciper, vse vemo, kako pa kaj, tako da. Se pomanjši od Slovenije. Je res, ja, tako da, ampak je dobro, da poznaš, da veš, kam lahko greš, pa to, no. Res, in potem, tudi po tej Cipru, se je pa ne še čisto začela Olimpijina pravljica, ampak iz Cipra z Ayanape si ti prestopil v Olimpijo. Jaz sem iz Ayanape šel nazaj domov, bil sem tudi na probi v Istri. V Istri si bil V Istri, en teden na probi, en teden prej, da sem podpisal za Olimpijo. Se pravi, bil sem v Istri na probi, tam nismo, kako bi rekel, dobili skupnega dogovora oziroma pač pogojev, in potem pride klic, da ne bom imensko koga, ne vem, kdo točno je klical, iskali so tretjega golmana in jaz sem pač pristal na pogoje, ker pač v tistem nisem imel nič drugega, to je bilo direkt, mislim, da je bilo po koroni oziroma še med korono. 2021, mislim, da si prišel. Ja, ampak smo še imeli pol testiranja, pa to, no. Tako da med korono je bilo, no. Mogoče bo malo, vem, da je bilo med korono, ker ko sem prišel iz Hrvaške, sem mogel biti 10 dni v karanteni doma, potem sem pa lahko podpisati Še celo pogodbo, ja. Tako da, v tistem momentu nisem imel, Olimpija me je pač hotela vzeti, ker so rabili golmana in jaz pač itak nisem imel druge opcije, ko pa da pač se vrnem nazaj domov. Potem pa v bistvu na svojo priložnost si kar nekaj časa čakal in kakor sem nekje zasledil, si ti že skoraj obupal in rekel, da si imel nek dolg pogovor s svojim agentom, da te je prepričal ne v kontra. Tudi to, ja. Bili so zadnji, kako bi rekel, meseci pogodbe. Ne vem, jaz sem debitiral en teden, preden mi je potekla pogodba na Olimpiji, tako da, hotel sem že končati, v tistem sem že imel hčerkico, tako da, mislim, pogodbe tudi nisem imel, tako, kako bi rekel, največje, da bi lahko normalno šli skozi, no, tako da, sem hotel pač že končati z nogometom, ker kako smo rekla prej, skozi je bila, greš tja, pa sediš, greš drugam, pa sediš, greš spet drugam, pa spet na klopi. Pač nikjer nisem videl, mislim, nikjer me niso videli v njihovem, kako bi rekel, planu. Tako da, ampak pol pa se je iz danes na jutri se je obrnilo tako in debitiram proti Celju v Celju. To je bila zadnja tekma, ja. Zadnja tekma sezone in prav spomnim se, ko je bilo, da so imeli sestanek, se pravi Igor, predsednik Delius, pa moj agent, in me kliče agent in reče, nočem ti delati pritiska, ampak če boš jutri dobro bral, boš naslednjo leto prvi golman. In sem rekel, super, a ne, in pač probal sem to odmisliti pa to, ampak na srečo je bilo res tako, da sem dobro odbranil. Je bila čista rivka? Ja, mislim, da je bilo 2:0, pa tudi branil sem 2-3 dobre šanse, no, tako da je po tekmi bilo pridi jutri podpisati novo pogodbo in od takrat je šlo samo še gor.
Ker tudi to neko veliko vlogo pri tem je odigral Igor Barišić, ki je rekel, da ne obupi, oziroma da nekako tebe vidi kot prvega. Ja, res je. To se je začelo pa ja, tam proti koncu drugega leta. Smo imeli par pogovorov, no, Igor mi je res, mislim, da od prvega dneva bil, kako bi rekel, za mene, da me pač, koliko se da, da me dajo v ospredje, da me dajo, in jaz si mu vedno hvaležen, tudi zdaj to situacijo, ko sem imel, je bil Igor prvi, kateri pač mi je najbolj pomagal, no, tako da ja. Pa se je pa začela ta pravljica, igralska tvoja. Pol je pa šlo za knjige, za učbenike. Ja, ker takrat tisto na prvi tekmi je bil prvi clean sheet, ne? Ja, Mura doma, se mi zdi, da je bila prva tekma. Ne, proti Celju je bil, a ni bil clean sheet. Celje, ne, jaz mislim, že za Novo se... Tista je bila pa potem tista famozna sezona, ampak Opta je pripravil ene par podatkov in ki so glih omenjala clean sheet, ne. Ti imaš, če števa do Mure, še skupaj z Muro, to je bila zadnja tekma, 56 clean sheetov. Na 117 nastopih. Se pravi, da skoraj na vsako drugo tekmo Olimpija ne zgubi časti na vratih. Matematično. Matematično. Ja, mislim, super, ampak nisem sam jaz, moramo vedeti, da pač so tudi ostalih 10 na igrišču, kjer mi pomagajo, ampak ja, tista zadnja varovalka sem pa jaz. Če dobim gol, Vida je dobil gol, če ne dobim gola, Vida ni dobil gola. Tako da ja, no, ampak sem vesel, da so take številke, lahko bile boljše, ampak... Zmeraj je bilo lahko boljše. Koliko ti pa pomenijo te individualne? Ker jaz imam še kakšen podatek, recimo. Individualno mi ne pomeni, pač osebno meni nič. Lepo je, kaj Opta piše, da imamo statistiko, vse, to je lepo, pa tudi včasih vidiš nekaj, pa rečeš, wow, dobro, pa ne vem, napiše, podrli smo rekord izpred 10-15 let, pa kaj takega. To je dobro, ampak meni je bolj tako, če jaz ne dobim gola, ne moremo izgubiti tekme, jaz imam to bolj v glavi in pač to. Vemo, da pač se Olimpija vsako leto mora boriti za prvaka, tako da manj golov, mislim, več clean sheetov bo imel, več šans bo, da bomo prvi oziroma pri vrhu. Jaz upam, da jih bo čim več. Trenutno si na 4. mestu klubske lestvice, 3 so pred tabo. Ja, Vigi je pred mano, to zdaj definitivno. Pred tabo so Pejković, Dalanović, Simeunović. In to govorimo clean sheetih. Vseh clean sheetih odigrane tekme, kako? Tako je, ja. Kdo je pač največ clean sheetov dosegel, se pravi, 3 so pred tabo, imaš najboljši procent, si pa že zelo blizu 3. mesta. Mislim, da ti manjkata 2 ali 3 tekme. No, letos bomo podrli. To se govori. Veš kaj, je pa še ena stvar, tisti, ki si imel te borbe, ne? Meni se zdi, da te borbe z neigranjem pa vse to, da se ta stvar tudi zelo odraža na igrišču, ker ti greš v kjerokoli situacijo tako brezkompromisno. In te je tudi kdaj že kaj stalo? Me je že veliko stalo. Stala me je dlančnica, stala me je rama. Tako da, ja, marsikdo mi je rekel, zakaj sem taka budala, da grem na polno. Ampak ne vem, to je moj stil branjenja. Z takim stilom sem se postavil, kako bi rekel, na mapo. In pač po takega me poznajo. Zdaj, da bi jaz nekaj menil zaradi tega, ker mi bo nekdo rekel, ja, to pa je preveč rizično. Mi ni, no, mislim, jaz tak stil branjenja imam, tak bo ostal, upam, da čim bolj dolgo. Je pa rizičen glede moj poškodb, to pa verjamem. Ampak tak je bila z dlančnico. Ti si še praktično celo tekmo do konca odbranil. Mislim, da je bilo to v 20 minuti v Kopru. Počena dlančnica, jaz ne vem, kako sem odbranil, to je res.
ker jaz nisem mogel z levo roko ujeti žoge. Sploh. Nisem mogel se dotakniti žoge z levo roko. Vem, da je prišla en šut je prišel na levo in sem kar z desno šel in sem sam zbil v kot, ker me je preveč bolelo, ampak tudi po tekmi nismo vedeli, kaj je. Jaz sem mislil, da sem si nabil ta prst vse, pa da sem nategnil malo. Drugi dan, ko sem prišel na trening, pa sem rekel, da pač nekaj to ni okej in so me poslali slikati in ja, počena dlančnica, izplahjena členka. Tako da ja, no. Tudi ta prst je zlomljen že prej bil, tako da sploh nisem vedel, da je, ampak so mi pol povedali, da je zlomljen. To sploh nisi vedel? Ja, ne, to nisem vedel. Pol so mi hoteli še tega popraviti, ko so to popravljali, pa sem rekel, da ne. A so ti dali tu kakšne protibolečinske karkoli, kar jaz si ne predstavljam? Mislim, da ne bom zdaj trdil, mogoče je bila tableta, mogoče ni, ampak če je bila, ni pomagala. Tako da bolečine so, ampak ko si v tisti tekmi pa vse, pa so bile serije, ne vem koliko tekem brez gola, 10 tekem ali 11 tekem brez gola je bila v tisti seriji, pač odbraniš tekmo, kaj bo. Takrat sem bil moja rekordnem Olimpiji na nizu nepremaganosti. 11 tekem brez gola je bilo. Tako da ja, v tistem tudi če te nekaj boli, boš rekel, bomo že. Je pa še ena statistika, ki pa mi je zelo všeč in tudi tle bi se dotaknil, ker tle sta pa dve, po mojem, da meni najljubši zgodbi. Okay. Proti tebi so nasprotniki streljali 17 penalov. Okay. Koliko misliš, da si jih branil? To ne vem številke, ampak jih je bilo kar nekaj, da sem jih branil. Ne bi številke povedal, ne vem. Pravličnih 7. 7. 7 in imaš 41%, mislim, da je 41% uspešnost. In ob tam je napisal, da Samir Handanović, ki je slovel kot eden najboljših, se pravi, igralcev oziroma vratarjev z obranjenimi penali, je imel 28%. Ja, kaj da rečem, super, ampak ne bi se primerjal z njim. On je legend. Bil na next levelu. Ampak sta pa 2 penala, ki sta pa out of this world. In prvi je tisti finale pokala. Nek puca Tolič. Nek puca. Kako se takrat počutiš v tistem momentu, zaključek tekme je? Visi zdaj na nitki, a bo pokal ali ne bo? Kaj te špona po glavi? Tisto je bilo prvo, sem jaz tam zajebil, da sem naredil penal brezvezen. To je bil tudi njihov plan, da pač sprovocirajo mene, ni jim uspelo, ne vem koliko, 90 minut, v 95 pa je bilo, ja. Prvo pač moja nespametna poteza, mislim, jaz sem imel pripravljeno vse, kdo bi naj udaril, pa kam bi naj udaril, tako da tudi to, da sem jaz obstal oziroma šel v desno stran, pa se vrnil na sredino, ni bilo naključje, je bilo v planu, no. Tako da. Se pravi, ti lahko na napadalca tako psihološko vplivaš ali pa ga zavedeš? To psihološko mi ni všeč, da kako majni gomani, ko grejo provocirati pa to, no, ampak. Ne, ampak s tem, a veš. Glede tega, ja, mislim. Ta vpliv, recimo. Jaz se probam na to čim bolj pripraviti. Vedno sem bil mišljenja, da so penali loterija, da pač, če zadaneš tam, boš branil, če ne. Po tisti tekmi ko smo pa igrali kvalifikacije proti Sepsiju doma, ko smo izgubili po penalih, sem pa šel malo bolj v to in sem dojel, da ni vse sam, pač, če boš zadev stran, da pač se analizirajo penali, analizirajo se, kdo bo udaril, kako bo udaril. Tako da ja, bil je plan za. Bilo jih je več, no, da lahko udarijo tisti penal. Vem, da je prvi bil Krona, kjer je vzel žogo,
pa sem že imel, ok, že vem, kam bo udaril. Pol pa je, koliko sem slišal, da je bilo iz klopi, da so mogli zamenjati, da je mogel dati Toliću, in sem spet pol vedel, da pač kaj bi se naj zgodilo. Če bom jaz šel prej v desno, bo on udaril Panenko, če bom pa jaz čakal do konca, bo pa udaril mojo desno. Tako da jaz sem, tudi na treningu smo probali, da pač grem prej v desno, in sem pokleknil in hvala bogu, da pač sem se lahko še pravi čas dvignil nazaj in tisto žogo, da sem jo ujel. Si imel pa plonk cegelc, baje. To ga imam vedno. Ga imaš? To ga imam vedno, bilo kje, kje igram, ga imam zraven. Mislim, če en ali pa dva izvajalca ponavadi nimam, si zapomnim, sploh če poznam igralce, tako kot v naši ligi večinoma. Ampak če jih je pa več možnosti, da udarijo, pa si napišem, je lažje. Oziroma pač tudi lahko grem do trenerja na klopi, ker itak to skupaj delamo in on ima tudi tam pač pripravljeno vseeno, tako da. Se pravi, pol vi na treningu prav analizirate recimo tudi nasprotnika, Vse se dela, kako, kam strelja tudi ta možnost, kam ne? bi naj, v procentih, kam udari, pa v katerih trenutkih tekme, če je, ne vem, za 1-0 ali pa če je za 5-0, verjetno drugače udari, ali pa od kako bi rekel, pomembnosti tekme pa to, no, teda ja, ni samo bom šel v levo stran, pa je to, ampak je že malo več, no. Kar se verjetno tudi pozna na procentih, no. Na procentih se pa ne pozna. Pol je pa še ena tekma. Tista je pa po mojem, da sem govoril tudi z Opto, pa prav, da mu grejo še zdaj kocine po koncu. Ja, meni tudi, vsakič, ko vidim, vsake toliko mi vrže na telefonu tisti dan ven. Ja, tisti dan je pa tudi bil zgodovinski, no, saj. Ne, ker to je tisti, ti mi zadane 2-1, rečeš, evo, končno je ratalo Olimpija v Evropi, in potem pride sodnikov dodatek, Ja. VAR, penal, ne vem, vse. Ga dobimo, tle me pa res, mislim, kako si takrat ti to dojemal, tist. Ja, spet je bilo, če se ne motim, je udaril Despodov. Tako je. Spet je bilo, če on Si ga imel na isti način zastane. naštudiran. Ja, če se ne ustavi, pa me ne pogleda, bo udaril v mojo desno, če se ustavi, pa me pogleda, bo udaril v mojo levo, in tako je bilo. Ustavil se je, udaril v mojo levo, jaz ga počakal do konca in to je to. Sem pa pol zasledil, da je dal izjavo v svojih medijih, da je en dan pred tekmo vse udarjal v njegovo levo stran. Če bi ga kdo od naših snemali, gledali, ker je vedel, da bo jutri na tekmi, če bo penal, bo udaril v njegovo desno. Tako da, ampak je rekel, da pač žal, to je nogomet. Ne, to je nogomet. In potem tvoja prva reakcija tekme je bilo itak konc takrat, in potem tvoj šprint na drugo stran igrišča k Dragonsom. Tista loža je še pekla še en teden po tistem šprintu. Ja, pač tisto mi je bilo, kako bi rekel, sploh nisem razmišljal, da bom to naredil, ampak to je bilo spontano. Mislim, da se je prav videlo, da meni pa vsem igralcem, koliko je pomenilo to dosežek, no, tako da ja. Neko breme dol padlo. Pa ja, mislim, vsako leto se pripravljaš na kvalifikacije, na Evropo, in ne vem, kolikokrat je nam že zmanjkalo, mogoče malo, ali pa ne vem, pol je pa kar naenkrat prišlo prvo leto, pa pol spet drugo leto, pa tako, no. Tako da ja, no. Pa si imel edino smolo, da večino tekem v tisti prvi sezoni spet nisi branil, ker je Rama šla, ne? Rama je šla, pol je, ja. Odbranil sem Lille sem branil gor, a samo eno sem branil, pa Slovan tukaj. Ali bilo to v istem letu, Slovan Bratislava? Slovan je bil v istem. Ja, tukaj, ko sem spet branil penal, naredil sem jaz dva penala sem skoraj branil. Enega sem branil Vajsu, druga je pa udaril, se ne vem kdo, pa isto sem šel v pravo stran, ampak je bila malo premočna žoga. To sta bile moje dve edine te tekme, ja.
v Evropi, pa je prišla poškodba rame, ja, pa operacija rame. Se je pa potem, če ne drugega, naslednjo sezono, ti je pa potem ratal končno. Pa je končno ratal, da smo, ja, sicer po se tu spremenil format vseh teh tekmovanj. Ja, pol je bilo pa kar tudi zgodovinsko spet, bi lahko rekel. Noben nam ni nekaj, ko bi rekel, dal veliko šans, sploh na play-offu proti Rijeki ne, sploh po oni tekmi dol, ko so bili vsi mi, da bomo pač tle pokleknili. Pol je pa spet bila ena zgodovinska tekma play-offa. Ta je bila neverjetna. Ja. Tako iz drugega vidika. Tista je bila mogoče vsebovala vse tisto dramo, pa ta je bila pa... Tla je bila pa, ja, nekaj čisto za sebe. Mislim, takrat se je zdelo, da igrate v transu. Ja. Ne, vse smo bili res, bili smo ful povezani kot ekipa, trenerju smo zaupali, verjeli vse, kar je nam povedal. Tako da ja, bilo je. Celo leto je bilo top, edino, tudi še zdaj se kdaj pogovarjamo za tisti borac, pa tisti penal. Ko če bi ga tam v 7 minuti dali, točno vem, 7 minuta penal, če ga tam daš, pa bilo bi isto 5-0, verjetno. Zato, ker... Bi bil psihološki moment na vaši, mislim, na naši strani. Ja. Tako da, mislim, veliko komu, mislim, da je kar vsem žal tiste tekme, da ni šlo, ampak ja, no, pač. Pa še njim si penal tudi branil. Ja, dol, ampak si ga, ne? Ja, sem ga, ja. Pol smo dobili se gol, mislim, da 92, čisto na koncu. Ampak vseeno, ja, pač. Tiste tekme mi je bilo, rekel, najbolj žal. Potem pa je prišla, sezona se je zaključila, spet prvaki, vse to. Potem pa je bila v bistvu žal tvoja daljša odsotnost. Tebe v bistvu kar nekaj mesecev ni bilo. Ja. Daj, povej mi, kako si se počutil, ko nisi mogel igrati nogometa tiste čas? Meni se zdi, da to je tako, kot da bi otroku najljubšega igrača. Ja, res. Ful so mi manjkali, kako bi rekel, treningi pa tekme, pa sploh sam, da bi prišel na stožce, pa bil tukaj z ekipo, pa tudi če bi po svojem programu treniral, od začetka sem po svojem programu treniral, pa je bilo okej, pa ni šlo več, pa smo se pač tudi odločili za družino, da gremo na Koroško, smo bili pol doma skozi. Tako da težko je, mislim, od tega, da vsak dan treniraš, pa se pripraviš na tekme, do tega, da ti en vzame vse. Pač, da sem bil pol 24/7 doma, kar pač tudi ni bilo enostavno za mene, pa tudi situacija, kjer je bila, ni bila idealna, oziroma pač mogel sem dati prioritete pol na druge stvari, na sebe, na družino, tako da ja, no. Ampak ja, mislim, podpora kluba je vedno bila. Od prvega dneva, od prvi, kjer je izvedel glede moje situacije, je bil direktor Igor Barišič, on je prvi vedel, kaj se dogaja z mano, in mi je res od prvega dneva stal ob strani, in jaz mislim, bom hvaležen do konca življenja. Kak podporo mi je on dal. Tudi predsednik pa športni direktor Goran Bolomisa, ampak res Igor mi je bil, pa mislim, da smo bila na telefonu minimalno 4-5 na teden, od začetka do konca, dokler nisem začel spet trenirati nazaj na Olimpiji. Da je bil res za mene 24/7 skozi, če kaj rabim, da sem poklical, da sem dobil isto sekundo, bi lahko rekel, da sem dobil vse, in tudi podaljšanje pogodbe. Je bilo, kako bi rekel, mislim, ne bi mi rabi podaljšati pogodbe, ampak so toliko verjamejo v mene, da so mi pač podaljšali pogodbo, da so mi stali ob strani, še vedno mi.
stoji ob strani in res pač zato bom res do konca življenja hvaležen jim. Sploh Igorju, no. Se pravi, tvoja sekundarna družina ti je bila tako opora kot primarna. Ja, res. Mislim, sploh si nisem mogel predstavljati, da bo pač tako. Ne vem, nekateri, da so me klicali, ja, pa hočemo karte pa na tekmo, ko sem branil, jih je bilo, ne vem, to mi je dobro rekel trener Zeljković, je rekel, ko sem branil, ko je bil še on, je rekel, koliko kart si lahko dal, ko si branil. Sem rekel, pa ziher bi lahko 20 kart na tekmo dal. Mislim, koliko ljudi te kliče za karte in pa rekel, koliko ljudi te pa kliče zdaj, ko imaš poškodbo rame, sem rekel, mogoče 2-3. Tako da pol tudi razmišljaš malo drugačno, tako da ja, glede tega, hotel sem se pa še eno primerjavo dati, pač tudi klub, ko je šlo dobro, je bil z mano, ko je šlo slabše oziroma pač, ko sem imel svoje privat probleme, so bili 100% isto z mano, tako da ja, še enkrat sem hvaležen za vse to. Takrat, a si sploh spremljal Olimpijo, takrat, ko si bil odsoten, si videl, ker tudi rezultati niso bili taki, kakor bi si želel. Ja. Si takrat to spremljal? Od začetka sem spremljal, kako bi rekel, kvalifikacije. Prvi, drugi krog, tu sem bil mislim, na prvi tekmi na Kajrat, ko je bil doma tekma, sem bil. Po pa me več ni bilo. Doma pa nisem spremljal, ker je bilo toliko drugih stvari, pa fokusa na druge stvari, da nisem bil in mentalno okej glede nogometa. Nisem niti vedel, a bom še igral ali ne bom, a bom pač lahko, da bom toliko, kako bi rekel, fit za na igrišče, tako da od začetka nisem. Pol, ko so se pa začele stvari odvijati, pa to, sem pa probal biti vedno bolj v stiku in z trenerjem zdaj, in z igralci, tako da ja, no, pa vedno več. Zdaj, več kot očitno je, zdaj za nami je prva tekma, spet ena vrhunska predstava s tvoje strani, ampak pred začetkom si se pa odločil, da boš zamenjal številko. Ja, zamenjal sem številko iz tega razloga, da pač, kako bi rekel, da ponovno začnem in svojo pot in pač new start. Nov začetek. Ja, nov začetek, tako da, ampak na koncu je samo številka. Je pa zdaj še sovpada s tvojo starostjo, ne? Ja, trenutno se, ja. Se ujema s tem. Se ujema, ja. Ne, mislim, bilo je mišljeno kot 26, leto 2026, nov začetek leta, tako da ja, to je bil bolj asociacija. Moram te vprašati, prva epizoda je, zakaj pa ne številka 1? Ni mi nikoli bila všeč številka 1, tako da ja, mogoče zaradi, ne vem, mislim, da je malo drugače vse. Je malo drugače. Stara številka je bila pa, a sem jaz to prav zasledil, nek hec s tvojim bratom? Ja, to je bil pa hec, ja. Bilo je, ne vem, v Atalanto sem šel, ja, in smo si mogli izbrati številke, pol, ko je bil play-off, in pač enke nisem mogel imeti, in je pol rekel, pa vzamem 69, čupaš, sem rekel, saj to ni problem, številko 69 vzeti. In res vzamem številko 69 in tokrat naprej sem jo imel skozi, no. Bilo kam sem šel, sem zbral 69, ampak ja, tukaj pa mislim, da sem edini imel to številko. Ja, to je res. Si pa Na zdaj Olimpiji, ja. 69, ja, se ne spomnim, vem, da jo je imel pri Muri, mislim, da Obradović. Obradović je imel pri Muri, zdaj pa ne vem, a je pa imel še kdo drug, to pa ne vem, ja. Si pa zdaj 10. igralec s številko 26. Ja? Ja. Mhm. Veš, kdo je bil tvoj Ne poznam predhodnik? koga, ne.
Ja, pa sta bila skupaj v ekipi. Sam Sam ni pa kje dosti igral. ne vem. Val. Janković. Ja. Aha, sploh nisem pomislil na to, evo. Zdaj me bo klical, bo rekel, da sem mu vzel številko. Okay, vsakega gosta bomo vprašali po idealni enajsterici Olimpije. Jaz sem te to prosil, da pripraviš vnaprej, tako da Vse je pripravljeno. tvoje so luči in kamere Vse je pripravljeno. in povej svojih faktor, XI faktor. Jaz sem naredil enajsterico, s katero bi jaz najrajši igral. Tudi prav. Oziroma, pač za mene so bili te najboljši, zdaj nisem šel ful nazaj v leta, ampak jaz bi najrajši za to ekipo, najrajši bi to ekipo videl na igrišču igrati Ok. zdaj. Okay. Dobro, na golo veš, kdo je? Sem jaz, a ne. Na golo dam, Presenetal. na golo dam sebe. Po bi pa dal na levo stran bi dal Sualehe, Okay. štopera Crnomarković pa Ratnik, desno Bojači. Bojači. Pol pa v vezi bi bila Zajc pa Tomič, levo Savić, desno Henti, pa Špoki pa Cime. Špokici. To bi bila moja idealna enajsterica, katero bi rad videl, da bi igrala zdaj recimo. Kakšnega od teh igralcev, zdaj z vsemi nisi igral, ali pogrešaš? Mislim, igral sem z Davidom, Crnomarkovićem, Ratnikom. To je to, mislim, da z drugimi nisem igral. Pa mislim, z vsemi igralci, ko sem igral na Olimpiji, na nek način pogrešaš, no. Zdaj, da se bi mogel za enega odločiti, ne, no. Imel sem z vsemi dober odnos, tako da. Meni se je zdelo, da predvsem ta kemija z Ratnikom, ki ste jo imeli, da je bila zelo... Pa ja, midva smo kot, on je prišel, bi rekel, kot otrok. Je bil priključen k članom. Jaz sem njega vozil vsak dan na trening, pa nazaj domov, evo. A to še prej ni imel izpit? Še prej je imel izpit. Evo, vsak dan sem šel domov po njega, ga pel na trening in nazaj domov. Tako da, jaz sem vrnil, evo, Kurta je vozil mene, jaz sem vozil Rato. Tako da ja, in tam smo se mi začela vsak dan bolj družiti pa to. Da, pol pa itak skozi, pa začela skupaj igrati, pa pol, ko pač tekme grejo, kako bi rekel, na dober, zmage pa to, pa se tako še bolj povežeš in pol ne moreš več en brez drugega. Si mogoče kakšno kapetansko ta način, kako je on vodil, prevzel od njega? Čeprav ti že, se mi zdi, da si že taka persona močna, da... Ja, to, kako bi rekel, to nisem, no, ampak bila sva, v istem času sva bila, on prvi kapetan, jaz pomočnik oziroma drugi kapetan, tako da bila sva veliko skupaj glede, mislim, skupaj sva se odločila nekatere stvari glede slačilnice, glede vsega tega, kar smo imeli, no, pravil, tako da sem bil v tem notno. Zdaj pa sam to furaš. Zdaj pa probam sam, ja. So poslušni? So, saj če ne je kazen, če ne konec meseca se zbirajo finance in gremo. A se zbirate finance? Ja, imamo pravila garderobe. Ne vem, pa normalne stvari, zamujanje, pa take stvari, no, tako da se vse plača. Se plača in potem konec meseca kaj, kam greste? Pa imeli smo že marsikaj, mislim, imamo neke stvari, če jih rabimo za garderobo, da jih vsi uporabljamo, iz tistega vzamemo denar pa kupimo. Ne vem, ko smo na pripravah, gre neki bonus fizioterapeutu pa ekonomom, ker pač v tistem času imajo največ dela z nami. Pa tako, mislim, denar se porabi, vem, ko smo prvaki bili, se je porabljalo za bakle, čeprav se je prišlo za tiste kazni denar, ampak ja.
Vsega je, vse najde, vse porabi denar, to ni problem. Kdo pa največ vplača not? Lansko leto oziroma v lanski sezoni je Raul največ. Raul je daleč največ dal denarja v kaso. Zdaj je pa, ne vem, Mitrovski je zdaj imel na pripravah kar zajetno. A to zaradi zamujanj? Imamo eno aplikacijo, kjer moraš zjutraj izpolniti do določene ure pred treningom, da pač trenerji vejo, a si ti zdrav, a si fit, pripravljen na trening, ali pač ne. In če zamudiš tisto uro, se šteje, kot da nisi izpolnil. In gre takoj 50 evrov. 50 evrov je kazen. 50 evrov, zdaj pa če danes pozabiš, pa jutri, pa pojutrišnje, pa kar gre 50, pa se nabere pol. Ampak morajo pa konec meseca plačati, če ne do konec meseca plačajo, do 31, kar je bilo zdaj, je pa duplo. A je še Gre celo? vse krat 2. Vse se plača pri meni. Tako da, ja, no. Ampak to je, da pač imamo nek, kako bi rekel, red, da se držimo in ur in vsega, no, tega itak. Denar ostane pri nas, ne gre denar nikamor drugam, tako se kupujemo stvari za nas. Tako da, ja. Super. Zdaj vam imela pa še eno igro. Se pravi, igra je v bistvu zelo simpel. Povedal ti bom 5 trditev, ločeno, kjer ti bom dal namig o nekem igralcu, ki igra oziroma je igral za Olimpijo. Če ne boš vedel, ti lahko po vsakemu namigu ugibaš, če boš hotel, ti bom povedal dodatnega in tako naprej. In z vsakim namigom boš zvedel nekaj več. Okay. Si pripravljen? Na to nisem zigal. Je pa to pripravljal in bo pripravljal za vse goste Opta Žabar. Se pravi, da dobenega ne bom znal. Če ne boš uganil, prosim, njemu pošlji Bom, zasebno ja, sporočilo, pa reči, bom. kaj je to pripravil. Ok. To je prvo. Največ tekem je odigral z Darjanom Matićem. Zdaj pa še, to je 70 tekem. Enkrat je zadev po Matićevi podaji proti Gorici. Malo mogoče pomisel, s kom je Darjan Matić igral. Problem je, ker lahko bilo kjer igralec, lahko je štoper, lahko je napadalec, lahko je... Matić je igral z... Ne, preveč jih je. Kaj je dal? En gol je dal, ali kako se je rekel? Enkrat je zadev po Matićevi podaji. Enkrat po njegov, Se pravi, enkrat moj Matićec Ja, asistiral. Ja, Špoki mogoče. Ne, ni Igral Špoki. Špoki z njim. Igral je z njim, po Ja. mojem. Ampak ni Špoki. Ne vem. Grejo naprej. Ja, ne vem. Ok, za Olimpijo ima 83 nastopov, 20 zadetkov, 15 asistenc. Največkrat je podal Šporarju, za reprezentanco ima 39 nastopov in bil je tudi član Celja. To je to, član Celja si me zdaj malo zmedel. Čak, kdo je bil član Celja? Mogoče se probi fokusirati, da je bil reprezentant in ima 39 nastopov. Ne vem. A boš probal? Ne bom probal, ker ne vem. Ok, na debiju je dosegel 2 zadetka in to je bila tudi njegova edina tekma za Primorca v sezoni 2012-2013, ki se je januarja 2017 podal v Empoli za 2,3 milijona evrov. Se pravi, na prvi tekmi je dosegel. Šel v Empoli, čak malo. Ne morem se spomniti, kdo je šel v Empoli. Vem pa...
Primorec. To sem, ko sem gledal enajsterico, sem videl ga, ampak ne vem, Boš probal? ne bom probal. Ne? Ne, Zdaj boš vedel. Po naslednjem. zdaj bom vedel, ja. Pa Predzadnji hint boš vedel. Kratek čas je bil njegov trener pri Fenerbahčeju Jose Mourinho. Hotel sem že reči ta prvi zajec. Že po prvi povedi sem hotel, a potem si me zmotil s tem Matičem. Da mu je, nisem bil ziher, ali sta igrala skupaj, ali ne, vedel sem, da je Zeko. Zeko je bil. Hotel sem ti reči ta prvega. A veš, da sem imel občutek, da boš še rekel zajca? Ko si ta prvo rekel, sem razmišljal Zeko pa Tomič. Potem si rekel Slovenc, ampak nisem vedel, da je bil v Celju. Je bil, mislim, to Opta trdi, tako da... Ja, to si me pol zmotil, evo. Za to Celje nisem... Ja, ampak takoj, ko si mi ta prvo poved prebral, sem imel v glavi Špoki, Zajc pa Tomič. Za Tomiča nisem bil ziher, a je igral z Matičem, sem mislim, da je. Potem si pa rekel reprezentant, pa sem imel Zekota v glavi, pa nisem upal reči. Zdaj zadnja je bila še, da je trenutno eden najboljših igralcev Dinamo. Ja, pa bi pa itak mogel vedeti. Tebe je zelo pomembna družina, ne? Ja, mislim, da Najpomembnejša. ja. Si pa ti v bistvu že zelo zgodaj starša ratov, ne? Ja, jaz sem bil 20 let, 21 sem bil polno, ko sem dobil prvo hčerkico Pijo. Tako da ja, no, bo zdaj imela 5 let, ta mlajša bo imela pa zdaj 2 leti, marca. 2 leti marca. Ja. In Pija si rekel, ne? Je starejša. Ja. Se že zaveda, ko vidi očija na televiziji. Ja, to že ve. Sej, ko smo bili zdaj toliko časa doma, je bilo skozi, da gremo na tekmo, spet, da bo tekma. Tako da zdaj, ko so bile na tekmi, je bila ful vesela, da je lahko spet hodi na tekme pa to. Tako da, mislim, to je, kako bi rekel, ona je raste s tem gor. Ni to zdaj, da pač more hoditi na tekme, ampak ona hoče, ker pač ve, kaj delam, s čim se preživljamo, tako da ja, proba mi pač čim bolj približati tudi šport, ne samo nogomet, tudi druge stvari, kot sem rekel prej, hodi na gimnastiko, balet. Proba mi dati tudi čim več stvari, ko pač vidim, da uživa. Prvo je šla probat, pol pa itak, zdaj pa sam še čim več hoče, da se dogaja, da trenira, tako da. Imaš pa ti tudi en tatu na hrbtu, če jaz dobro vem, ki predstavlja tvojo družino. Ja, imam Levjo levo družino, se pravi sebe, ženo, pa 2 mala levčka oziroma pač 2 male hčerkice. Imaš še kakšen drug? Mislim, da se mi zdi, da imaš kar nekaj. Imam jih dosti. Tukaj imam tigra, imam tukaj rokavice, žogo, tu imam Family First tetovažo, tu imam od Pije tetovažo, od žene ustnice. Čakaj, tole, kaj si rekel, od družine? Family First, ja, družina prvo, pa diamant, pa krona. Tako da ja, tle imam pokale. Imaš še dosti placa? Pokale, imam še dosti placa, ja. Imam kar nekaj tatujev še pa na nogi dol, pa tako da ja, imam kar. Meni so tatuji všeč, no, tako da. Potem boš še kakšnega dodal? Bojo še. Zdaj pa, a spremljaš tako še kaj drugega športa? Kakšen drug šport, ne samo nogomet? Začel sem spremljati košarko NBA, večinoma NBA, no pa tudi Cedevito Olimpijo rad pogledam, ko sem imel poškodbo rame. Ja. Ko nisem mogel ponoči spati in prižgeš televizijo ponoči NBA, tako da NBA sem začel gledati, zdaj pa res pogledam vsako tekmo. Prvo bil samo Dallas, zdaj sem Dallas vrgel na stran in Lakersi,
Tako da ja, Luko gledam, Dončića rad pogledam, pa Nikolo Jokića. Denver rad pogledam. Pa tudi druge tekme, če so zanimive, ampak največ njovi pogledam. No. Pa v Olimpijo, pa tukaj tudi greš na tekmo? Olimpijo tudi hodimo z Pijo, Pija rada hodi na tekme Olimpije, tako da ja, sva bila ko so igrali proti Zvezdi, pa ko so igrali ne vem, s kom so še igrali, z Venecijo, s kom sva tu šla gledat. Par tekem sva šla gledat. Zdaj, malo je problem, ko imajo ponavadi en dan pred nami tekmo ali pa isti dan ali pa istočasno, tako pa časovno ne gre skozi, ampak ko gre, pa gremo rada na tekmo, ja. Ker tekme NBA pa tudi ne moreš gledati v živo, ne? Ker ti pa urnik ne omogoča. To pa tudi ne, to pa ja, imam aplikacijo NBA TV in to je ponavadi, gledam nazaj vse, se pravi, zjutraj, ko pridem na trening, ko ne vem, sem na kolesu ali pa kaj takega, imam terapijo, masaže, za nazaj pogledam celo tekmo. Tako da to je moj en ritual zjutraj, ja, da pridem, ne pogledam nič rezultatov, nič. Samo telefon čim dlje od mene, da ne vidim, ali pa da mi nekdo pove kaj, pol pa pogledam. Mislim, da smo prišla do konca, a smo mogoče še kaj spustila? Jaz nisem. Mislim, ti imaš že veliko zgodb, verjetno bi te lahko še marsikaj vprašal. Lahko bi bila še tle, par dni. Bova pa to za naslednjič prav. Zmeraj. Hvala, ker si prišel. Hvala tebi. Pa uspešno sezono naprej. Hvala. Tako, kot si začel. Hvala ti. Hvala ti, čau. Hvala, ker ste prisluhnili prvi epizodi podcasta z Majkom. Če vam bi bila všeč, se naročite, da ne zamudite naslednjih epizod. Skupaj z Opta Žabarjem smo pripravili tudi nagradno igro. Tokratno nagradno vprašanje se glasi: koliko vratarjev Olimpije je večkrat ohranilo mrežo nedotaknjeno kot Matevž Vidovšek? Povezavo za odgovor najdete v opisu, med pravilnimi odgovori pa bomo izžrebali podpisan dres Matevža Vidovška.